Ime tedna. Ime tedna je Dunja Karlovšek, medijska psihologinja in vodja projekta Odpikajmo nasilje. Na RTV Slovenija smo s tem projektom ozaveščali otroke, mlade in starše, naj spregovorijo o nasilju in opozorijo na vse njegove oblike. Dunja Karlovšek, dober dan. Pozdravljeni na drugo stran ceste. Dunja prihaja iz uredništva otroških in mladinskih oddaj na RTV Slovenija, kolegica najina, torej Nejc, zato predlagam, Dunja, da se tikamo, prav? Ja, seveda. Super. Najprej, je kampanja uspela in kaj jo je spodbudilo? Meni se zdi, da je več kot uspela. Tudi sami smo bili v bistvu presenečeni, kako močno se je razširila. Priznam, da nismo predstavljali, kako široko bo to šlo, in v prvi fazi nas je presenetilo, koliko naših kolegov po naši hiši se je v bistvu pridružilo kampanji, koliko različnih oddajah, tako televizijskih kot radijskih, smo to tematiko potem pokrivali. Potem pa so začeli prihajati odzivi šol, odzivi učiteljev. Vsak dan smo srečali kakšnega otroka na ulici, ki je hodil s temi pikami iz šole. Tako da mi smo neizmerno hvaležni za vso podporo, ki se je v teh 3 letih zgodila. Da pritrdim, pravkar slišanemu, ravno včeraj sem se sprehajal v lokalnem okolju mimo ene od slovenskih osnovnih šol in me je na nek način presenetil, po drugi strani pa se je razveselil plakat kampanje izobešen ob glavnem vhodu v to osnovno šolo, ampak Dunja, s kampanjo ste ozaveščali, kot ste rekli, številni odzivi, kar kotalilo se je in širilo. Me pa zanima, koliko in predvsem morda kakšnih odzivov otrok in mladostnikov ste prejeli, kakšnih torej? V času kampanje smo obiskali kar nekaj osnovnih šol, predvsem z otroškimi oddajami smo naredili kar nekaj pogovorov na to temo z otroki. Vedno znova se je izkazalo, da si otroci zelo želijo pogovora o tej temi, kljub temu, da smo nekako zelo previdno vstopili v to, ker se nam je zdelo, da je pa vendarle medvrstniško nasilje taka težka tema, o kateri se otroci in mladi ne želijo pogovarjati. Nas je presenetilo to, kako si v bistvu želijo podpore odraslih v tem primeru. Tako da, veliko odziv otrok, veliko odziv učiteljev, tudi učitelji so bili zelo hvaležni, da v bistvu imajo neke konkretne vsebine, da lahko na konkreten način podprejo to kampanjo. Te 4 pike so jih nekako opolnomočile, tako njih kot otroke, in na spletnih straneh smo ves čas objavljali tudi pedagoška gradiva, ki so jim lahko zelo dobro koristila tudi pri delu v razredu. Čisto osebno, Dunja, česa si se ti naučila v času trajanja te kampanje, morda tudi že prej, ste se kar nekaj časa na njo pripravljali? Jaz vedno rečem, da so ti otroci, s katerimi smo govorili, hkrati pa tudi strokovnjaki, ki že leta in leta raziskujejo temo medvrstniškega nasilja, v bistvu bili ves čas moji največji učitelji. Kaj pa vem, to, da lahko res konec koncev tudi naša hiša, naša javna radiotelevizija na tak način širi vrednote, ki jih želimo gojiti v družbi. Naučila sem se tega, kako lahko skupnost v bistvu res dela veliko spremembo in kako v bistvu več kot nas je takih, ki poudarjamo to, kar želimo videti v družbi, nekako tisto slabo potem izgublja moč. To je bilo tisto, kar me je ves čas zgnalo pri tem in navdihovalo pri tem delu. Praviš, da so otroci in mladostniki naklonjeni temu, da vidijo potrebo potem, da se pogovarjamo o nasilju, pa ga znajo prepoznati vse oblike nasilja. Zdaj, recimo, z razmahom modernih tehnologij je možnosti za širjenje nasilja, recimo na spletu, pravzaprav neskončno, ne? Medvrstniško nasilje se je v zadnjih letih precej spremenilo. Še vedno nekako velja, da mlajši otroci so bolj deležni nekega telesnega, besednega medvrstniškega nasilja, medtem ko potem starejši otroci oziroma v višjih razredih to postane, se preseli na splet, veliko več je nekega odnosnega medvrstniškega nasilja. Jaz mislim, da so otroci zelo dobri pri prepoznavanju tega, in kar me je najbolj presenetilo v tem času je tudi to, da vsi vejo, da take dejanja niso v redu, in predvsem je veliki večini ob takih dejanjih neprijetno. Medvrstniško nasilje v bistvu slabo vpliva na čisto vse vpletene, tako na tistega, ki nasilje doživlja, kot tudi na vse tiste, ki to opazujejo. Prav to je tisto, kar smo želeli v bistvu tudi s to kampanjo ves čas dajati v prostor, da več kot nas je takih, ki bomo jasno izrazili, da nam to ni v redu, močnejši bomo, ker v bistvu znotraj sebe vsi čutimo zelo podobno.
Omenila si že, da ste bili prisotni na šolah, tudi med učitelji, tudi med starši. Kaj pa naprej? Zdaj treba je graditi na neki osnovi, ne? Kampanja je doživela, bom rekel, lep odziv, dober uspeh. Zdaj se pri tem najbrž ne smemo ustaviti, ne? Ja, naš ta uradni del kampanje se v bistvu zdaj zaključuje. Vsebine sicer ostajajo na spletu in zagotovo se jih bomo v naših oddajah še vedno dotikali, še vedno lotevali. Tudi pike so zaživele, šole verjamem, da jih bodo še naprej negovale in še naprej risale. Mi smo v teh dneh v bistvu zdaj v času evalvacije, ko gledamo, kaj nam je s projektom uspelo narediti, kaj smo si želeli, kaj smo dosegli in se bomo počasi lotili tudi pogovorov o tem, kako naprej. Medijska psihologinja in vodja projekta Odpikajmo nasilje, Dunja Karlovšek, je ime tedna na Valu 202. Dunja, omenjaš seveda tudi vlogo Radiotelevizije Slovenija, pa me zanima glede na še enkrat odzive predvsem, ki si jih bila deležna, glede na izkušnje, kako relevanten medijska hiša smo lahko pri nagovarjanju mlajših generacij, otrok, mladostnikov. Ta kampanja očitno je en tak lep primer, dobra praksa, kako bi se vendarle dalo oziroma se da. Ja, mislim, ta kampanja je en tak primer, predvsem tudi zato, ker je tema medvrstniškega nasilja taka, da nagovarja tako otroke kot tudi odrasle. Ne? Jaz vedno pravim, da medvrstniško nasilje ni problematika, s katero bi se morali ukvarjati samo otroci ali pa samo šole. V bistvu je težava celotne naše družbe. Ne? Tudi odrasli se dostikrat ne znamo odzvati, ko vidimo take situacije. In ja, zdi se mi, da javna televizija, javni radio, javna hiša, naša cela hiša ima v bistvu pri tem pomembno poslanstvo, da opozarja na take pomembne, aktualne družbene teme. In se mi zdi, da nam je tokrat to zelo dobro uspelo. No? Jaz pravim, da so to bile ene naše mini olimpijske igre, ki so povezale celo našo RTV hišo in ogromno je bilo kolegov, ki so prispevali res pomemben košček tej kampanji in v bistvu dan za dnem dokazovali, kako lahko taka hiša na najbolj učinkovit način, kot sem že rekla, širi vrednote, ki jih želimo v družbi negovati. In v bistvu vsaka na svoj način nagovarja neko svojo ciljno občinstvo. Kako pa se odzvati, recimo, ko smo odrasli in nas nekdo opozori na nasilje ali ga nemara sami opazimo, sploh recimo se mi zdi se v taki časi, ko tudi nekateri svetovni voditelji skozi svoj način javnega nastopanja recimo dajo vedeti, kot da so nekatere stvari povsem normalne in sprejemljive, pa ne bi smele biti. Ja, to v bistvu je neka aktualna problematika celotne družbe. Ne vem, če bi si upala iti tako zelo na široko, mogoče vseeno ostajam pri svoji temi medvrstniškega nasilja. Vsekakor je to, da opozarjamo na to, da nam to ni v redu in ves čas ponavljamo, da se s tem ne strinjamo, ena čisto osnovna preventiva, ki bi lahko dopuščala, omogočala, da bi bilo tega vse manj, da tudi v bistvu tem otrokom, ki nasilje izvajajo, nekako damo vedeti, da to ni nekaj, zaradi česar so oni zdaj največji frajerji, ampak da v bistvu začnemo spreminjati te vrednote, da v bistvu največji frajerji postanejo tisti, ki na to opozarjajo, ki takrat rečejo ne. Kot odrasli pa imamo tudi zelo pomembno nalogo, zaradi tega, ker se dostikrat izkaže, da otrokom ta nasvet povejo odraslim ni prav zares všeč. Veliko imajo izkušenj, da odrasli take situacije ponavadi samo še poslabšajo, da se preveč burno čustveno odzovejo, da se preveč upletejo, da mogoče na napačen način naslovijo in se otroci v bistvu potem zelo neradi izpostavljajo. Tako da odraslim bi položila na srce, da ko izvejo za take situacije, da ostanejo mirni, da poskušajo biti opora temu otroku, ki jim je prišel poročati o nasilju, da zagotovijo na nek način tudi svojo anonimnost in da poskusimo starši sodelovati šolo, da nekako se vsi skupaj vključimo v ta poskus reševanja takih situacij. O družbeno ozaveščevalni medijski kampanji Odpikajmo nasilje govorimo na začetku, sva te vprašala o odzivih otrok in mladostnikov. Kaj pa odzivi strokovnjakov, morda predstavnikov države? Si dobila občutek, da bi lahko takšna kampanja spodbudila tudi kakšne sistemske ukrepe? Ja, v bistvu, če grem najprej na strokovnjake, mi smo pri načrtovanju te kampanje, pri njenem prenosu v slovenski prostor ves čas sodelovali z Društvom psihologov Slovenije. Oni so nam bili taka stalna podpora že pri tem, ko smo nekako snovali te zaveze, da bodo dajale res pravo sporočilo, da ne bodo v bistvu preveč optimistične ali pa preveč utopične mogoče.
da bomo res dobro nagovorili otroke. Ko je šla ta kampanja ven, so se pa v bistvu eni izmed prvih odzvali tudi najvišji predstavniki slovenske politične družbe. Predsednica Republike Slovenije je narisala svoje pike, predsednik vlade je narisal svoje pike, marsikateri ministri so se odzvali, tako da upam, da smo tudi tam pustili en vtis. Ja, in kateri bi ti ukrepi, recimo Nejce je vprašal o nekih sistemskih rešitvah, lahko bili po tvojem mnenju? Jaz mislim, da šole v bistvu že na nek način zelo veliko počnejo, res pa je, da je v bistvu pri tem zelo odvisno od sposobljenosti posameznih učiteljev, posameznih svetovalnih delavcev. Konec koncev je tudi to kampanjo omogočilo Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ob podpori tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Tako da mislim, da je vsaj tem institucijam vsem v interesu, da se na tem področju dela, gradi, spreminja svet na bolje. Zdaj pa bomo videli, mogoče pa s takimi kampanjami, ki bi jih lahko redno ponavljali, tudi mi lahko prispevamo k čemu takemu. Me prav veseli, da smo morda v naši hiši spodbudili takšne premike. Dunja Karlovšek, ime tedna na Valu 202, vodja projekta Odpikajmo nasilje. Hvala za pogovor, uspešno delo želim. Hvala in hvala za podporo. Srečno.